državah. Haleluja. Where peace, goodwill to all men. In mir in dobra volja vsem ljudem. Oh, hallelujah. Lord, you're worthy of the glory and you're worthy of the praise. Gospod, ti si vreden slave in časti. Oh, we give you all the honor. Tebi dajemo vso čast in slavo. We give you all the praise. Tebi dajemo vso hvalo. Sveta noč, zvezde svetlo žarijo. Noč je noč, ljudstvo zveri čaruj.
Tvoje kraljestvo za veke vekov. We rejoice in you, Lord. Radujemo se v tebi, Gospod. Can you see the shepherds out in the fields? Ali lahko vidite tam pastirje zunaj na pašnikih? I think it was a clear, beautiful night. Mislim, da je bila jasna noč. And they saw, what is that star? In ko so gledali in so se spraševali, kaj je ta zvezda? And then the angels came In potem so prišli angeli and said, unto you today in the city of David in so rekli, danes se vam je rodil v Davidovem mestu, is born a Savior, se je rodil odrešenik, Christ the Lord. Kristus, Gospod. Oh,
večna radost. Only tonight my heart is just so full of joy Nocoj moje srce polno radosti, when I think of what Jesus has done. ko pomislim, kaj je storil Gospod Jezus. Lord, we rejoice in you. Gospod, mi se radujemo v tebi. We rejoice in God our Savior. Radujemo se v Gospodu, našemu rešeniku, As you're mindful of us, Lord. ker so tvoje misli vedno z nami. Oh, Lord, you lifted every heavy burden. Gospod, zdigni vsako težko breme. You came to the humble Prišel si k ponižnim and you lifted them up. in si jih povzdignil. bistvu, dajmo si pogledati, kaj je doktor Luka povedal. Tako da vam bom prebral. A veste, da Luka je bil zdravnik? Mislim, to je ena varianta.
ampak glavno, on je zapisal vse, kar se je dogajalo in potem je nadaljeval v apostolskih delih. To je tudi Luka napisal. In dajmo si pogledati, kako je Luka zapisal, kar je on, kar se je takrat dogajalo okoli Božiča. In tako da bom veliko bom kar bral danes, pa bom pa videl, bom sploh prišel še do kakšne pridige, ampak glavno mi je, da to sporočilo Božiča slišimo iz Božje besede in naj nam Bog govori čez to, amen. Kaj Jezus, on se ne bo spet rodil kot en dojenček v ene jasli. On je že enkrat se rodil, enkrat je umrl za naše grehe in vstal od mrtvih in zdaj živi večno. On je kralj nad kralji v nebesih, prestoluje nad vsakim imenom in ko ga povabimo za svojega Gospoda, se mi na novo rodimo. Ampak dajmo si pogledati, ker je toliko enih fenomenalnih stvari, ki jih je Bog naredil v tem času, ko se je Jezus rodil, da pač poslušamo Božjo besedo. V Lukatu 1:11, da lahko tukaj gor gledate, evo. In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel, ne boj se, Zaharija, kaj ti uslišana je tvoja molitev. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina, daj mu ime Janez. Se pravi, to je bil Jezusov bratranc, Janez krstnik. To se je začelo, preden se je lahko Jezus rodil, je mogel najprej nekdo pripraviti pot za njega. In tudi to je bilo, vidimo, čist nadnaravno. V veselje in radosti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen svetim duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil Gospodu, njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo. Zaharija je na to rekel angelu, po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih. Angel mu je odgovoril, jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo. Dobro ga je blagoslovil angel. To bi še nam mogel kdaj narediti, da si čudeža ne udrežemo, ampak da pustimo Bogu, da deluje. Amen. Poglejte si zdaj v 26. vrstici, Luka 1:26. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše. In devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel, pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel je rekel, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? Angel je odgovoril, Sveti Duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti in to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla, glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi.
in angel je šel od nje. Zdaj gremo pa v Matejev evangelij 1:18. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča. Bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel sramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se Jožef vzbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je poznal, dokler ni rodila sina in imenoval ga je Jezus. Amen? Dober mož. Mislim, pol je bil dober, ko mu je Bog dal sanje. Amen? Tako isto Bog moji ženi daje sanje. Haleluja. Ni zanimivo. Kad doskrat nam Bog po noč lažje govori, kad čez dan imamo pač ful enega dela. Ampak zanimivo, da ker Jožef, on je bil prepričan, da je Marija ga prevarala, razumete? In v tistem času bi jo mogel kamnati. In on je že toliko je šel na roko, da je ni hotel dati kamnati. Že to je bil dober mož. Ampak ni pa se hotel z njo poročiti. Hotel je odsloviti na skrivaj. In kaj se zgodi? Bog mu da sanje. To je nadnaravno rojstvo. Wow, kakšno vero je mogel imeti Jožef, da je to verjel. Amen? To pa je vera, da ti verjameš nekaj, kar se še nikoli ni zgodilo. In se tudi nikoli več ne bo zgodilo. Ker se samo enkrat zgodi in to glih tvoje zaročenki. To pa moš imeti vero. Tako da, wow, Jožef je res imel vero. In poljo je obdržal. In haleluja. In ni je poznal, to pomeni, da ni bil intimen z njo koliko časa, dokler ni rodila. Ker pol vemo, da je imela še več otrok. Tako da čaščenje neke device, to nima smisla. Ker ona je, ampak Marija je dober zgled, a ste opazili, ker je angel k nje prišel, da je ful se prestrašila, ni vedela, kaj bi naredila, in je rekla, pa jaz, kako, mislim, ona je bila stara okoli 16 let. To je bilo res nekaj fenomenalnega. In poglejte njen odgovor, kar rabiš čudaš, se pravi, čudaš je nekaj, kar ti ne moš narediti. Nekaj nadnaravnega. Kaj je Marija naredila? Ni rekla, to bo pa težka. To pa, ne vem, zdravniško je to nemogoče. Preverila sem vse statistike in podatke in moj zdravnik mi je rekel, da to ni mogoče, če ne bom šla spat z Jožefom. Ne, ona je rekla, kako se mi bo to zgodilo in pol je angel povedal. Se pravi, kar rabiš čudaš, vpraš Boga, kako naj ga sprejme. Kako se bo to zgodilo. In pol piše, je čuvala Božjo besedo v svojem srcu. Se pravi, če rabiš nekaj od Boga, premišljuj njegovo besedo, čuvaj jo v svojem srcu. Naj ti bo bolj dragocena, kot zdravniško sporočilo, ko okoliščine v tega sveta, ko vse pretekle izkušnje neuspeha, ko vse, kar prihaja iz okoliščin proti temu, ker je Božja beseda. Amen? Ne nam bo Božja beseda to pomembna. Amen? In kaj se je zgodilo? Dajmo se prebrati naprej. Luka 2:1. Tiste dni je išel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše v svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil
Kvirini, cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastiri prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel, ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje, našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila, slava Bogu na višavah in na zemlji mir in dobra volja ljudem. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastiri govorili drug drugemu, pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastiri. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastiri so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako kakor jim je bilo rečeno. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Wow. Se pravi, Bog si izbere ene pastirje, da prerokuje o rojstvu, o pomenu rojstva Jezusa kot odrešenika celega sveta. In njihova preroška beseda je to, kar je tudi Marija rabila, da je lahko bila njegova mama ta čas. Sem noro, enim pastirjem. Jezus se je rodil v jaslih. Jasli niso nekaj posebenega. Jasli, to je tako danes, če bi rekel, rodil se v koritu, kjer se živali hranijo. To je to. On se je rodil v koritu, kjer je hrana za živali. Amen. A ni Jezus res alfa in omega? Po mojem so vsi pričakovali, da ko se bo Jezus rodil, bo to neka zlata palača pri najbogatejših kraljih. A on, haleluja, spletom okoliščin, Jožef in Marija hočeta čim boljši hotel najdeti. In hvala Bogu, da ni bilo placa v hotelu. Amen? Hvala Bogu, da se ni mogel roditi tako normalno, v eni normalni sobi, imeti all inclusive. Ne, on se v koritu rodil. Amen? Haleluja. A ni Jezus res nekaj posebnega? A je to res Božja modrost, ki je ful večja od vsake človeške modrosti? Da gre kralj nad kralji in si izbere najnižjo možno točko, kje se bo rodil. Med živalmi, razumete. V enem hlevu. Vprašanje, kakšne so bile tam vonjave. In pol, kdo prvi pride tja prerokovati? Ne en ful znan prerok. Ne en, ki ga vsi poznajo, to pa je Božji človek. Ni pa šel en Viktor, ko vsi vejo, da je dober prerok. Ali, ne, en, ki ga vsi na televiziji spremljajo.
Prišli so navadni pastirice. Navadni pastiri. Amen. Poglej okoli sebe, koga danes Bog uporablja. Amen. Navadni ljudi, tako kot svoje si ti. Amen. Amen. Ne čaka, da bo Bog poklical enega drugega. Bog ima tebe, pa mene, haleluja. Amen. Mi dva sva njegova pastirčka, haleluja. Amen. Haleluja, slava ti Jezus. A ni to res, Božja modrost je res toliko velika. Amen. Pa sploh, da se gre roditi na zemljo. To je pa sploh hudiča na levi nogi dobil. Da bo tam en dojenček zdaj zavladal svetu, razumete? Da bo prišel, dojenček je toliko ranljiva stvar, oseba, toliko ranljiv človek je dojenček. In on pride k dojenček. In to ful v sovražnih okoliščinah. In Herod je takoj od modrecev slišal prerokbe in je takoj hotel ga ubiti. Da ne bo kdo mu prevzel prestola. Idemo si še to pogledati. V Mateju 2.1. A imate še čas, da gremo čez? Pa vam ponovno treba filma gledati. Matej 2.1. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu, v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in govorili, kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva, ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu, v Betlehemu, v Judeji, kaj ti tako je pisano po preroku. In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji. Iz tebe bo namreč prišel voditelj, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela. Tedaj Herod skrivaj poklical modri in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel, pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu tudi jaz poklonim. Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi. Dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predan in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, spet sanje, vidite, Bog govori njim preko sanje, in ker so bili preko sanj opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah, ki spet v sanjah, in rekel, vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril. Vstal je po noči, vzel dete in njegovo mater, ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku, iz Egipta sem poklical svojega sina. Wow, noro. Zdaj, ko Jezus je izpolnil toliko prerok, da ni dvoma, da to je Božji sin, rešitelj sveta. On v času svojega življenja, recimo, če bi rad videl, če bi rad preveril, da dvomaš v to, da je Jezus rešitelj, da je on odrešenik sveta, da je on Božji sin, da je on Bog. Če dvomaš, preberi Matejev evangelij. In Matej piše točno vsako stvar, ki je Jezus naredil, kako je izpolnil prerokbo iz stare zaveze. In pol vidiš, kako je 800 let preden je Jezus nekaj naredil, je že prerok
Izaija ali pa kdo drug prerokoval, celo kralj David, o tem, kaj bo Jezus naredil. In zdaj, to je matematično nemogoče toliko prerok izpolniti v eni osebi. To je nemogoča situacija. Še bolj nemogoče je pa izpolniti prerok, ko govori, kje se boš rodil. Ker na to pa sploh vpliva nimaš. In za Jezusa vse to piše. Piše, da se bo rodil iz device. Koliko je to možnosti, da izpolniš? Piše, kje se bo rodil. Se pravi, samo njegovo rojstvo je toliko fascinantna stvar, da kdorkoli, če gre kdorkoli res preučevati Božič, se bo spreobrnil. Tako da to je res poseben čas, ko si lahko siguren, da če je Bog lahko bil v kontroli kot dojenček nad vsemi okoliščinami, ki se dogajajo, mu lahko verjameš, da bo v kontroli nad tvojim življenjem. Amen. Koliko bolj mu zdaj lahko verjameš, ki je kralj nad kralji in nam je dal Svetega Duha, koliko bolj mu zdaj lahko verjameš, da se bo njegova beseda v tvojem življenju izpolnila. Amen. Da vse, kar je Bog rekel, se bo v tvojem življenju izpolnilo. Amen. Zato ohranimo njegovo besedo. Amen. Držimo se njegove besede. Halleluja. Ni važno, kako boš praznoval Božič. Eni ljudje imajo čudovite družine, dosti denarja, da vsakmu kupijo točno to, kar si želijo. Ampak če nič od tega nimaš, halleluja, bod vesel, da imaš Jezusa. Halleluja. Amen. Bod vesel, da imaš njegovo besedo, halleluja, da poznaš, da imaš to razodetje, da je Jezus tvoj rešitelj. Amen. Da ti si sprejel največje darilo, kar ga je možno sprejeti, ker si sprejel Jezusa. Amen. Jaz bom celo življenje vesel, halleluja. Če bom imel za darilo ali ne, halleluja, jaz bom celo življenje vesel, halleluja, ker sem največje darilo sprejel, halleluja. In to je Jezus, halleluja. Amen. Dajmo to naprej svojim otrokom, svojim prijateljem, halleluja. Jaz bom šel jutri z 2 kolegi, sem povabila na en kosil, kao božično kosilo. In pač z njima se bom imel fajn, ampak kdorkoli bo tam, bom iskal priložnost, da jim še povem smisel Božiča, halleluja. In halleluja. In preden se bom z njimi dobil, bom že molil, da se pot pripravil za Jezusa. Ker Janez se je mogel roditi, preden se je Jezus rodil, ker Janez krstnik mu je pot pripravil. Zato vedno kamorkoli greš, moli, da Sveti Duh da ti pot pripravil. Amen. Če greš na božično večerjo, kosilo, moli za te ljudi, preden greš tja. Halleluja. Amen. Jaz res verjamem, da to deluje. Verjamem, da če nekam pridem, pa da sem prej dal to pred Boga, molil za te stvari, poslal Svetega Duha tja, verjamem, da se čist drugače vse dogaja, kakor če pridem nepripravljen. In včasih, ko pridem nekam nepripravljen, grem pol na WC molim, pa se vrnem drugače in je vse drugače. Amen. Nekaj nared ta Božič, da boš dal Boga vse, kar delaš. Amen. Dajmo Jezus v prvo mesto v svojem življenju. Amen. Dajmo si predstavljati, ne da se on spet rojeva, ampak dajmo si predstavljati, da smo mi na novo rojeni. Halleluja. Amen. Predstavljaj si, kakšen čudež je to, da si se ti na novo rodil. Amen. Da si ti, tudi če si ne spomniš datuma, jaz točno ne datum, ampak to ni to pomembno. Važno je samo, da verjameš, da si na novo rojen. In to si predstavljaj, ker si se ti na novo rodil, je isto, kot da bi se Jezus v tebi rodil. To je, dan bi mogel biti Božič zate. Amen? Ker se je na novo rodil. Tako da, halleluja. Hvala ti, Oče, hvala ti za božični dan. Hvala ti, Oče, za to, da si dal svojega sina, da je šel v hlev, da je šel v umazan svet,
da je šel nekam, kjer so ga takoj hoteli ubiti, ampak da mu noben nič ne mogel narediti. Zato, ker je tvoja roka nad vsem, ker si ti Gospod in si večji od vseh sovražnikov in od vseh vplivov tega sveta. In hvala ti, da tako, kakor si sam sebe prostovoljno daroval za grehe vsega sveta, si odnesel vsa prekletstva, vse bolezni, vse grehe, vso temo si odnesel na križ. Kako nam ne bi zdaj vse drugo, kar imamo, milostno podaril. Oče, mi hočemo hoditi v tem daru večnega življenja, haleluja. Hočemo se zavedati, da smo na novo rojeni, da je v nas Kristus zdaj živ, haleluja. Da smo prirojeni po semenu Božje besede, haleluja. Da je beseda v nas postala meso, haleluja. Oče, hvala ti, da smo sprejeli največji dar, kar obstaja, da že imamo največjo stvar, kar se nam lahko zgodi, ker smo sprejeli Jezusa, haleluja. Sveti Duh, ti nam pripravi pot, da lahko prinesemo Jezusa v vsako situacijo v tem božičnem času, haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Meni je ful všeč, ko sem govoril z Vido in kako pač veruje za svojega moža, ki ne veruje. Sprav, njen mož je skeptičen, pač ponosen in tako naprej. In Vida prav, pa to je res. In pol se pogovarjal z Vido in prav, moram svoje otroke spraviti Jezusa, moram to. In ful v njej gori želja, da bi vsem dala Jezusa. Ampak istočasno je pa ful težko, ker pač ne veš, kako bi ga dal ljudem, v kjer žep bi in ga porinil. Ker se ga ful utepajo, ker ne razumejo, ker ga ne moreš fizično sprejeti, ampak moraš razodeti, tako v srcu. Sveti Duh ti mora razodeti, da je Jezus živ, da je on Mesija, da je on Božji sin, da je on alfa in omega, amen, in pol ga spremaš in si na novo red. Tako da to je res čudaš. In pol sem rekel, Vida, lej, mol za njih še naprej. In čim imaš kakšno priložnost, pol jim pa povej, amen. Cerko jaz enim ljudem, ker sem z njimi, nimam nobene priložnosti in jim ne govorim. Jaz, če ne čutam, da govorim, jaz ne govorim kar ljudem, ker ne mečem biserov pred svine. To je pač samo prilika. Vsi ljudje smo ljubljeni, noben ni manj vreden. Ampak svine to predstavlja nekaj nečistega, biser pa nekaj čistega. In zdaj ti ne boš nekaj ful čistega in dragocenega dal človeku, če veš, da bo to spluvil. Če ti pa Sveti Duh da željo, da nekomu govori, pa bi bil pa ti nečišč, če mu ne govoriš. Amen? Zato vedno bod poslušen. In dajmo pričakovati, da bo Bog pripravljal srca ljudi. Amen? In tako, ko Vida, bodimo še mi veseli. Vida je rekla, pa to je nekaj ne te vprašaj, koliko se stara, ampak Vida je že končala svojo čudovito kariero, zdaj že v penziji, in je rekla, to je najlepša stvar, ker se mi je zgodila, da sem sprejela Jezusa. To je nekaj najlepšega. Amen, da ti to reče ena, ki je star 15 let, ajde, mogoče še ni vse probala. Ampak Vida je že vse probala, razumete? Ona je delala v težki industriji, bila je učiteljica, iz Mrzavce se je dol prepeljala v Celje. Šla čez ful enih stvari, čez komunizem. Ti si bila komunistka, Vida? A, si bila komunistka? Stara 18 let. Haleluja. In pol pride k Jezusu, haleluja. Kdo ti pa zajel se tako povedal prvi, Vida? Alena, haleluja. Hvala Bogu, Alena, haleluja. Amen. Bodimo še mi Alena za koga v tem božičnem času, amen.
Bog nas rab, amen. Haleluja. Bodimo pastiri, haleluja, amen. Hvala ti, Jezus. Uživite z Jezusom, amen. Rec vam v svetu, Jezus te ljubi. Vse vas ljubi. Amen. Amen, slava ti, Jezus.